Po dogajanju današnjega dne je najbrž pa že res vsem jasno, koliko je ura. Vsi veste, da so 4 poslanci vladajoče koalicije z velikim javnim pompom zahtevali sklic usklajevalne seje, preden se opravi prvo zaslišanje. Sejo sem sklical danes jutri na njihovo zahtevo. 1 uro smo jih zaman čakali, niso se opravičili in nihče od njih ni prišel na sejo. Seja je bila zato nesklepčna, to se pravi seja, ki so jo sami zahtevali, je bila nesklepčna. To seveda zelo jasno pove, zakaj je zgodbi v resnici gre. Njim gre zgolj in izključno zato, da blokirajo delo preiskovalne komisije, ker se resnice, ki bi se pri tem razgrnila, bojijo na smrt. Sami točno vedo, kako so zadeve prikazovali v javnosti in seveda, da bi se ta velika zgodba, ki je močno odločala o volitvah leta 2008, razgrnila kot največja prevara volivcev v zgodovini, ki jo je naredila kadarkoli tranzicijska levica, je zanje razumljivo smrtni strah in grejo pač po načelu, da stali se itak ne da nikamor več past. Vsi veste, da zaradi katastrofalne gospodarske neuspešnosti sedanje vlade je ni podpora, ki jo beleži na anketah javnega mnenja, blizu nule in zaradi tega posegajo po vseh sredstvih, tudi takih, ki so sicer že naravno smešne. Kajti več kot očitno je, in tukaj najbrž ni več nikogar, ki bi bil toliko naiven, da bi jim nasedal, da je njihov cilj sam, to se pravi preprečiti, da bi komisija karkoli opravila. To se je danes pokazalo dvakrat. Ne samo namreč, da so bojkotirali sejo, ki so jo sami zahtevali, ampak so potem bojkotirali še sejo, kjer bi zaslišali pričo Milana M. Cvikla, kar je seveda povsem skladno s poslovnikom, aktom o parlamentarni preiskavi in dokaznim sklepom, ki ga je komisija že sprejela. Zakaj so oni to bojkotirali? Zaradi tega, ker vedo, da bi se pri tem razgalila ena najbolj neevropskih potez v celotni zgodbi tako imenovane afere Patria, ki jo je uporabila tranzicijska levica, da je oblakla državo Slovenijo in jo v tujini prikazala kot neko skorumpirano državo. Namreč gospod Cvikl je vodil komisijo, ki je povabila na zaslišanje gospoda Prebila. Gospod Prebil pa je bil, kot izhaja iz dopisa Ministrstva za obrambo, z njim ste verjetno vsi seznanjeni, kot kdo tega ne pozna, imam seveda tukaj tudi kopijo, član ekipe, ki je celo vodila konkurenčen projekt v konkurenčnem podjetju. Torej po evropskih aktih ne samo, da je šlo za hud konflikt interesov in da bi tako pričo vnaprej morali izločiti, kaj šele, da se ga je vabilo kot izvedenca, ampak je gospod Cvikl s tem v bistvu storil nekaj, kar po evropskih aktih sodi v kategorijo koruptivnih dejanj. Ker pa bi se to danes razgalilo, so seveda raje šli na bojkot, kot da bi to pač predočili javnosti. Zdaj, tisto, kar je potrebno demantirati v njihovih navedbah, da komisija ravna nekaj kar tako približno, kot je bilo rečeno vam na njihovi tiskovni konferenciji. Najprej naj vam predstavim sklep Državnega zbora. Namreč akt o odreditvi parlamentarne preiskave, to je sprejet akt, podpisal, da je gospod Gantar, zelo jasno med naloge komisije, vseh parlamentarne preiskave, citiram, preiskava naj ugotovi oziroma razišče, ali je bil konflikt interesov tudi predsednik parlamentarne preiskovalne komisije, nekdanji poslanec, magister Milan M. Cvikl. Preiskava naj razišče, kakšne so bile politične, sorodstvene in druge povezave predsednika preiskovalne komisije z osebami, ki so bili lastniki sistemske tehnike ali pa so zastopali interesi sistemske tehnike, ter zakaj je bila za izvedenca preiskovalne komisije imenovana oseba, ki je bila v konfliktu interesov. Preiskava naj ugotovi oziroma razišče, ali je predsednik komisije za preprečevanje korupcije kljub izraženemu zavedanju konflikta interesov na to opozoril tuje preiskovalce afere. Toliko o aktu, ki ga je podpisal gospod Pavle Gantar. Preiskovalna komisija je na tej osnovi in skladno z njo, pač kar tako zahteva pravni red države Slovenije, sprejela že tudi svoj dokazni sklep. In znova
citiram del dokaznega sklepa, ki se nanaša na sklic današnje seje. Naj parlamentarna preiskava ugotovi, kakšne so bile politične, sorodstvene in druge povezave predsednika preiskovalne komisije z osebami, ki so bili lastniki sistemske tehnike ali pa so zastopali interesi sistemske tehnike. Zakaj je bila za izvedenca preiskovalne komisije imenovana oseba, ki je bila prav tako v konfliktu interesov? Ter ali je bil v konfliktu interesov tudi sam nekdanji poslanec in kasnejši generalni sekretar vlade Boruta Pahorja ter predsednik parlamentarne preiskovalne komisije, gospod Milan M. Cvikl. To sta 10. in 11. točka sprejetega, uradno veljavnega dokaznega sklepa o parlamentarni preiskavi. Za današnji sklic so bili torej iz dvakrat vsi pogoji. Ne samo, da je bila prva seja, ki so jo bojkotirali, gospodje poslanci iz vladajoče koalicije sklicana na njihovo zahtevo, pa se ji niso udeležili, ker so da popolnoma jasno razgaljali celotno njihovo igro. Ampak tudi ta druga seja je imela vse pogoje za sklic. Prvič je imela direktno pravno podlago, tako v samem aktu o parlamentarni preiskavi, kot tudi v dokaznem sklepu. In še več. Tukaj odpade tudi izgovor, ki so ga zdaj uporabljali sami poslanci. Kakšna smešna igra je to, to je kot otroški vrtec ali pa recimo temu parlamentarno pobalinstvo. Pač teh 4 poslancev vladajoče koalicije. Najprej mi vlada ne posreduje niti tistih dokumentov, za katere jo prosim, niti osebnih podatkov, za katere jo prosim, in za bivšega predsednika preiskovalne komisije dobim odgovor Ministrstva za notranje zadeve, da je v Sloveniji 18 dragov kosov. In da ne jim posredujem EMŠO pa rojstne podatke od draga kosa, če bi jaz s tem razpolagal, bi razpolagal nepooblaščeno in bi kršil zakon. Torej me je ministrstvo s svojim dopisom navajalo k kršitvi zakona, navajanje k kršitvi zakona je pa tudi kaznivo dejanje, tako mi grede samo kot zanimivost. Kaj pri nas doživiš od vlade. In ti 4 poslanci vladajoče koalicije, namesto da bi zahtevali od svoje vlade, ne izvršuje tisto, kar je po zakonu dolžna storiti, potem pravijo, zakaj se ne poskrbi za ustrezne materiale za delo komisije. Ampak ravno v tem primeru, ki je bil danes, je bilo pa tudi za to že poskrbljeno. Kaj ti? Za gospoda Milana M. Cvikla pa je bilo ustrezno gradivo že v državnem zboru, ker je vodil prejšnjo komisijo. In so bili zato na razpolago vsi materiali, pridobili smo kopije v državnem zboru, zanimivost ne omenim, da so bile še s tem težave, da so bili potrebni 3 dopisi, 2 urgenci, nekaj ustnih pogovorov, potem smo šele prišli do teh kopij, ampak vsekakor člani jih zdaj imajo. In da so tudi zaupna gradiva že v parlamentu na razpolago pod pogoji, ki jih pač ureja zakon, ki ureja delo z gradivi zaupne narave. To se pravi, za današnjo sejo so bili brez dvoma izpolnjeni prav vsi formalni pogoji in tudi vsebinski pogoji. Vendar so 4 poslanci vladajoče koalicije skladno s tisto staro sintagmo tranzicijske levice, upi, da dela drugi točno to, kar sam dela, šli raje na tiskovno konferenco, zganjati verjaven cirkus, namesto da bi se udeležili seje komisije in omogočili korektno delo, korektno upravljanje dokaznih dejanj. In s tem seveda razgledali pravzaprav vse svoje početje in tudi početje vladajoče koalicije in vlade kot tisto, ki ima en sam cilj. Blokirati delo komisije, da prava resnica o aferi Patria ne bi nikoli prišla na dan. Kajti, če se razgaja, še da je tukaj bil vse skupaj en veličasten blef, potem bo seveda zadeva za sedanjo vladajočo koalicijo še bolj neprijetna, kot je že sicer. Ampak nehote so ti 4 poslanci pravzaprav storili prav to. Kajti ta njihova odsotnost seje, ki so jo sami zahtevali, iz seje, za katero so bili, kot sem ravno kar pokazal, vsi formalni in tudi vsi vsebinski pogoji pri zaslišanju Milana M. Cvikla, zelo jasno pove, da se na smrt bojijo tistega, kar gospod Cvikl ve in kar bi se na tej današnji seji zagotovo jasno pokazalo. Da je v tej zgodbi prihajalo tudi do hudih konfliktov interesov, da to ni skladno z evropskimi normami in da seveda tisti, ki so to zagrešili, so zavestno manipulirali z novinarji in s tem tudi z javnostjo.
In zaradi tega so se pač raje odločili za blokado dela komisije in za blokado dela današnje seje.